trije koraki, kaj lahko študent pristane v nekem delujočem startupu, da lahko začne delati? Točka 1, pridite na Startup Weekend. Točka 2, pridite kadarkoli na tovarno podjemo. Vrata startupov so vedno odprta, vedno iščejo proaktivne, neke brihtne študente, ki so pripravljeni predvsem delati, ki niso zafnani in so vso pamet sveta že pojedli, ampak so se pripravljeni učiti. Tretja stvar pa bi bila, kaj vem, prijavite se na Imagine Cup, pa boste sami naredili svoje podjetje. Ok. Recimo, da platforma startupov v Mariboru obstaja, kaj lahko z Univerzo v Mariboru se spostavi, kaj se lahko začne delati, ker vseeno Univerza v Mariboru ustvarja nek kader. Kje je ta povezava? Se ta povezava ustvarja že, kak je s tem? Torej, povezava definitivno ostaja, konec koncev tovarna podjemov je del mehanizmov Univerze v Mariboru, s katerimi povezuje, podpira neko inovativno podjetništvo, inovacije na splošno, poleg pisarne za transfer tehnologij in tako naprej. Skratka, ta neka infrastruktura je vzpostavljena. Vse, kar je pomembno, je, da se bodi si študent, asistent, profesor, kdorkoli ima neko idejo, obrne na nas poišče na enem kavici, razgovoru in da poiščemo dejansko neke točke sodelovanja. Skratka, vsa infrastrukturna, programska, svetovalska in konec koncev tudi finančna podpora z nekimi mehanizmi, ne samo na mariborskem nivoju, ampak tudi više, torej na slovenskem nivoju obstaja. Treba se izmigati pa se predstaviti, dvigniti pa zadnjo pa priti delati. Nenad, zdravo, tukaj so bili noter. Mene zanima, čisto na kratko, ker je nekaj korakov, v katerih lahko študent pride do nekega delujočega startupa, da lahko začne delati v startupu. Torej, kot smo že prej omenjali notri, dejansko študenti morajo začeti z ekipo, torej razvoj neke ekipe, v kateri se vsi zastopijo, razumejo in so sposobni delati zelo dolge, bi rekel, nadure, če bi bili v podjetju, na en dolgi čas, da nekaj izpeljajo. Torej, ali je to MVP, ali dejansko neki produkt, ker že gre na trg, oziroma MVP bi že mogel iti na trg. Potem je seveda tu ideja, katero morajo imeti, ampak ni samo ideja pomembna, je tudi pomembna egzekucija oziroma izvedba ideje ter validacija od končnih uporabnikov ter tistih ljudi, ki dejansko to morajo kupiti. Pa je Maribor pa Slovenija dovolj pripravljena za neke ljudi, ki bi radi delali, ki bi radi nekaj pokazali, ki imajo ideje? Je dovolj platforma že pripravljena za delo? Po mojem definitivno je, ker iz leta v leto je več in več programov za startupe, mlada podjetja in hitro rastoča podjetja. Letos imamo tudi 2 nova sklada, katera bo ta ziher pomagala temu. Potem, ker so študenti, take ideje razvijajo večinoma študenti iz tehničnih fakultet, jaz bi tudi povedal, da se poskusijo čim več v prenosu tistega akademskega znanja v dejansko praktično v uporabo, ker dobivajo. Zdaj recimo, da ta platforma že obstaja, kako pa lahko sodelovanje se tukaj spostavi z Univerzo v Mariboru? Mogoče zakaj se še ni, ker vseeno Univerza v Mariboru dela nek kader od ekonomistov, pravnikov, vsega v bistvu. Kako to, da še to ne dela, pa kako bi mogoče lahko to zaštartali? Povedal bi, kot sem na začetku, naglasil bi pomembnost ekipe, ampak tudi, da ekipa ne sme biti homogena, torej ne sme biti samo računalničarji ali pa tehnične osebe ali tiste osebe, ki so dobile idejo, ampak v ekipi mora biti tudi ekonomist, grafični oblikovalec in tako naprej, torej zelo nekako raznovrstna ekipa. Potem bi tudi omenil, da glede na to, da je Feri zelo uspešen na Imagine Cupu, da grejo poiskati dejansko mentorje, ker so predtem bili uspešni na Imagine Cupu. Izkoristil bi to priložnost, da omenim tudi Denisa Špeliča, ker je nama bil mentor 2 leti in je dejansko zelo dosti pomaga in pri predstavitvi ideje in pri dejanski gradnji nekega prototipa. Zakaj pa pomembno iti na ta vikend, na podjetniški, kak je sejem sklad, vikend, podjetniški vikend? Zakaj je pomembno iti? Definitivno zato, ker dosti študentov nima podjetniških izkušenj. In tam dejansko formuliraš neko svoje prvo znanje oziroma svojo prvo podjetniško izkušnjo in dobiš neke nasvete ter spoznaš ljudi, ker ti lahko pomagajo pri tem, da ti izpelješ idejo in dejansko dopelješ do tega, da gre na trg. Dobro, najlepša hvala. Hvala.